Glasba se mi zdi, da je tako ali tako ena zelo pozitivna stvar. Dvakrat se mi je zgodilo, da sem dobil eno tako precej prijetno sporočilo, da je naša glasba v težkih trenutkih pomagala. Tako da razmišljam veliko o tem, da postiš nek pečat, ne, na sceni, kar ga s preigravanjem žal ne moreš. Ne. Tako da ogromno pomeni to. Ne. Nisem sam, kar hočem biti drugačen, v svoji koži in barvah zasijem. Ko lahko sam se odločam zase. V današnji epizodi Metropolitanovega podcasta je danes z mano Urban Lutman, pevec skupine Batista Cadillac. Živjo. Lepo pozdravljen, hvala, da si se mi danes pridružil. Za začetek sem si zamislila, da bi te opisala tebe v glasbenem stilu in se mi zdi, da so 3 besedne zveze, ki te najbolj opisujejo: karizmatični nastopi, specifičen vokal in pa sproščen pristop. Ali bi se strinjal s tem? Ja, hvala, počaščen. Bi se, kaj ne rečem. Si želiš to vpeljati v svojo sliko v glasbenem svetu? Ja, mislim, meni to laska, tako da vpeljujem. Se trudiš. Ja. Ampak se mi zdi, da si takšen tudi v zasebnem življenju. Mogoče rahlo bolj zadržan, ampak ja, delač od tega sigurno ne. Ja. Zadržan? Ampak v bistvu si pa frontman skupine. Ja, ampak jaz nekako mislim, da je to nastopaštvo mogoče za spoznanje drugačno, mislim, ali se pa malo razlikuje od nekega osebnega življenja, ne? Ampak ja, pač tam moraš dati res vse na odru, ne? V privatnem življenju si pa lahko mogoče kdaj malo bolj zadržan, pa ne daješ to k sebe. No, čeprav govorila sem že z res veliko glasbeniki in vedno pravijo, da to ni več nekako služba, ne? To je kar del vašega življenja. Ja, absolutno se mi zdi, da si kot glasbenik sem konstantno izpostavljen in moraš gledati, kako se obnašaš, ne? Tako da je 24-hour job, recimo. Ja. Kdaj pa si začutil, da je v bistvu tvoje poslanstvo v življenju biti pevec, da si želiš to početi? Od nekdaj. Ja. Jaz mislim, da sem pel od otroških let konstantno. In ko je prijatelj oziroma soustanovni član Matija Koritnik začel igrati kitaro, sva hitro začela s tem. Tako da mislim, da od enega 13. leta se redno s tem ukvarjam. Preigravamo, pojemo, pišemo tudi in tako naprej. In kako gledaš na to svojo pot od 13. leta, od zelo mladih let pa do zdaj? Ja, en kup enega veselja, ker to radi počnemo, ne. Tako da glasba se mi zdi, da je tako ali tako ena zelo pozitivna stvar. In to je to. Kaj pa je najlepše, kar lahko daš poslušalcem? Kaj si želiš, da vaša glasba prenese na poslušalce? Sporočilo, mogoče, če lahko pomaga v težkih trenutkih komu, ne. Dvakrat se mi je zgodilo, da sem dobil eno tako precej prijetno sporočilo, da je naša glasba v težkih trenutkih pomagala, tako da če lahko to omogočiš nekomu, je to veliko vredno. Verjetno tista najlepša pohvala, kar jih lahko prejmeš. Ja, večkrat si že izpostavil, da v bistvu želiš, da je glasba pristna, da jo ljudje čutijo. Tudi sam pišeš besedila? Tudi. Skušam v tekstih vedno nekako zajeti neko realno sliko, ne? In če pišeš o tem, kar se tebi dogaja, ponavadi lahko ponavadi poistoveti s tem tudi kdo drug in tako sežeš do srca ljudem, ne? Da ne pišeš nekih zgodbic. Verjetno pa potem neko inspiracijo vlečeš tudi iz zgodb drugih, tebi bližnjih ljudi? Absolutno, ja. Največkrat pišemo iz sebe, če te pa slučajno kaj premakne iz življenja nekoga drugega, pa seveda uporabiš lahko tudi to, ne. Pa so te umetniške besede prihajale iz tebe že od mladih let, ko si bil še mlajši deček, ali je to prišlo zdaj v zrelejših letih? V zrelejših letih sem začel pisati. V bistvu pri prvi plati je po večini pisal Matija Koritnik, mestoma tudi jaz, pri drugi sem se pa jaz bolj angažiral, ne. Pišemo pa seveda že nekaj časa in probavaš nekaj napisati, ampak na začetku so
to res smešnica. Ne? Rabiš nekaj časa, da prideš do nečesa, kar zgleda na papirju. Ja, pa saj je isto v bistvu pri vseh stvarih v življenju, a ne? Tudi pri kakršnem koli drugem ustvarjanju, ko gledaš par let za sabo, vidiš potem pri sebi napredek, a ne? Ja. Lahko izpostaviš svojo najljubšo pesem, ki si jo ti napisal? Lahko jo. V bistvu še ni naslova za njo, ne? Okay. Ker bo na drugem albumu, ampak delovni naslov je K tebi domov. Ali pa Georgia je tudi delovni naslov, ker je prišla iz nekega angleškega demota. Tako da to je to. Še v nastajanju. Tako. Ne, tekst je kar narejen, pa tudi komad že stoji, samo treba ga izdati. Kdaj pa lahko pričakujemo drugi album? Ja, mi tako pričakujemo, da bo promocija nove plate nekje med poletjem in jesenjo 2026. Tako da do takrat enkrat sigurno. Kaj pa vam kot glasbenikom pomeni to, da ustvarjate svojo glasbo? Da niste v bistvu band, ki bi po večini igrali druge skladbe, ampak da res igrate svoje skladbe. Je to verjetno nek čist drug občutek. Ja, seveda, predvsem razmišljam veliko o tem, da pustiš nek pečat, ne, na sceni, kar ga s preigravanjem žal ne moreš. Ne. Tako da ogromno pomeni to. Ne. In zdi se mi, da več kot bomo naredili, bolj bomo pomirjeni sami sabo. Tako da toliko o tem. Kako pa izgleda tvoj proces pisanja besedil? Zdaj, govorila sem že z več glasbeniki, nekaterim pišejo po noči, nekateri zjutraj, nekateri v knjižico, nekateri v beležko na telefonu. Kako izgleda to pri tebi? V bistvu je čisto odvisno od inspiracije, od tega, kdaj pride kakšna ideja. Je pa ponavadi povezano to z nekimi nočnimi urami. Ja. Ja. In potem si najprej... Delamo pa ponavadi tako. No. Ponavadi se najprej zgodi nek demo in jaz čez pojem neko vokalno linijo, ki je ponavadi v neki angleški žlobodravščini. Potem pa na to, ko imamo neko vokalno linijo, na to pišemo. Mogoče to ni najlažja stvar, ne? Ker imaš potem že nekak okvir postavljen, v katerem se moraš gibati, ampak zaenkrat je to naš način dela. Ne? Bi si pa želel, da bi mogoče pri tretji plati se proces obrnil in bi najprej ratal tekst, pa potem glasba, ker imaš mogoče več možnosti in bolj odprto vse skupaj. Angleščina, torej si zelo povezan z angleščino? Pa nisem toliko zelo povezan z angleščino, kot se mi zdi, da če po angleško nastavim demo, ne, se mi zdi, da iz tega rata boljša vokalna linija. Ker smo poslušali ogromno teh angleških pevcev in mehkejši jezik je. Tako da ja, zaradi tega. Če to funkcionira, zakaj pa ne? Ja, zaenkrat ja. Je pa zelo lepo, da so v bistvu potem pesmi pa v slovenščini. Ja. Tako. Pred kratkim, pred parimi dnevi, pa je izšla nova pesem, Vse imam, ki je nastala v sodelovanju z Lidlom. Tako. Z Matijo so naredila en super komad in tekst, ki ga pospremi, je v bistvu super z Lidlovo kampanjo. Slogan kampanje je v bistvu v svoji koži, v svoji barvi, tukaj sem in to sem jaz. In po mojem sporoča, da moda ali pa mogoče karkoli v tem življenju ni stvar blagovne znamke, ampak posameznika. Tako da pesem v bistvu sporoča, da tudi če si drugačen, ni s tem prav nič narobe. Oziroma vsaj za Batisto in Lidl ne. In kako je nastajala ta pesem? Z Matijo sva se dobila pri meni na verandi, ali kako bi temu rekel. Matija je prinesel zvočno kartico, zvočnike in je komad kar skupaj padel. Ste imela kakšne nastavljene smernice? Imela sva v bistvu že nek demo pripravljen in potem je v bistvu vse skupaj zelo hitro ratalo. Se mi zdi, da na vsake toliko se to zgodi, da
da zadeva kar zafunkcionira zelo na hitro. Tako da po mojem smo imeli nastavek za pesem narejen v 3 urah, potem smo poslali založbi, oni so to požegnali in Lidl je to prepoznal kot nekaj dobrega. In se mi zdi, da je ratala ena super zgodba. Torej, najprej je nastala pesem, potem bo v bistvu sodelovanje Tako z je. Lidlom. Tako. Potem se jih je pa res dotaknilo, ja. In hvaležni smo, da se jih je. Posneli ste pa tudi video spot, ki se Tako. dogaja v Ljubljani. Tako. Zelo živahen, vsi nastopate. Kakšno je pa bilo snemanje? Snemanje videospotov je vedno, vsaj za nas, malo težje, ne? Sploh pri tem, ko so bili tle profesionalni plesalci in mi nismo plesalci. Ne? Tako da rabiš nekaj ur snemanja, da padeš noter, ampak ponavadi potem na koncu vedno uživamo in zdi se mi, da je izpadel spot super. Mislim, da se čuti ta energija, ja, da si rekel, da ste uživali, pa verjetno je bila to za vas neka druga izkušnja. Absolutno, absolutno. Tako da videospot je dosegljiv na YouTubu, kjer Tako. si ga lahko najni gledalci, poslušalci pogledajo. Poslušajo. Tako. Nisem sam, kaj hočem biti drugačen, v svoji koži in barvah zasijem. Ko lahko sam se odločam zase, vse imam. Kaj pa sporočilo pesmi? Povej nam malo več o tem. Sporočilo pesmi bi rekel, da tako kot sem že prej omenil, no, je tudi če si drugačen, ni s tem nič narobe. Ne? In zdi se mi, da tekst dovolj jasno to pove. Bi nam zaupal kakšno besedo, kakšen citat, mogoče refren ali pa tebi ljubši vers? Lahko citiram refren, ne? Ki gre tako. Nisem sam, ko hočem biti drugačen, v svoji koži in barvah zasijem, ko lahko sam se odločam zase, vse imam. No, In to se mi zdi, da lepo in jasno pove naše sporočilo in Lidlovo seveda tudi. Ja, v bistvu se je to sporočilo lepo šlo v stik z Lidlovo kampanjo, ki je v bistvu izdala zdaj svoje oblačila, ne? Ja. In so se predstavili tudi na Ljubljanskem Fashion Weeku, Tako. kjer pa ste nastopali tudi vi. Tako je. In premierno predstavili v živo prvič svojo novo pesem Vse Tako, imam. tako. Super je bilo, zdi se mi, da tudi Lidlovi kosi, jaz enega nosim, so vsaj zame nad pričakovanji in brez sramu nosim njihov kos tudi danes v najnem podcastu, oziroma tvojem. V najnem pogovoru. Najnem, tako. Ja, ker v bistvu ni skrivnost, da so Lidlova oblačila v preteklosti že sprožila različne razprave, tako dobre kot tudi slabe, a ne? Oziroma slabe v pomenu, da so bila oblačila zelo izstopajoča. Danes pa sedimo tukaj in vidimo, da tale vetrovka, kdo bi rekel, a ne? Zelo lep kos. Meni je všeč, jaz mislim, da jo bom kar nosil. No? Ja? Ja. Tudi na Ljubljanskem Fashion Weeku so modeli predstavili, kakšen je bil občutek, ko ste jih spremljali. Na Ljubljana Fashion Weeku je bilo super. Počaščeni smo, da smo lahko pospremljali tak dogodek na nivoju. Super smo se imeli z Džamirkotom, kot vedno, ko sodelujemo, ne? Tudi v preteklosti smo. In Lidl se je res izkazal. Zdi se mi, da so s temi majicami, kjer so bile QR kode, ki vodijo potem na njihov page in kjer lahko fani slišijo ta komad. To se mi je zdelo super, tako da. Dober event. Lepo, ko se moda in glasba združita. Absolutno. Sedaj smo tega že navajeni, Ja. v bistvu. Ja. Verjetno je pa tudi modelom všeč, da lahko se sprehodijo po pisti v družbi. Ja, v sigurno živo so bolj glasbe. sproščeni. Ne? Ja, zagotovo. Ja. Kaj pa kakšni drugi kosi, še kakšni favoriti, ki jih boš oblekel? Ja, v bistvu je še ena džins jakna s podobnim potiskom, ki se mi tudi zelo dopade. Tako da to sta po mojem moja dva go-to kosa, Lidlova. Kaj pa z okna iz prejšnje kolekcije imaš, tisti so res naredili velik pečat? Pa čevlji tudi, ne? Ja. Čevlji so bili totalen hit. Ne, nimam, žal nimam. Mogoče bom Lidl poprosil za kakšne. Da dopolniš svoj styling. Tako.
Ja, je pa v bistvu tudi njihovo sporočilo, da je moda lahko preprosta, pristna in pa cenovno dosegljiva. In to so zdaj v bistvu dokazali s to svojo kolekcijo. Tako. In da ja, jaz mislim, tle se res z njimi ujamemo. Ne? Tudi Batista Cadillac ne gleda človeka oziroma ga ne sodi po tem, v kar je oblečen. Ne? To je meni čist nekaj tujega. Tako da v tej njihovi kampanji smo se res ujeli in je tole sodelovanje res pristno. Ker v bistvu tudi vi kot band, v bistvu nastopate v neizstopajočih oblačilih. Absolutno to ni naša prva stvar. Mi smo v službi muzike. To je pa pač, moda je pa pač nuja, tako da se tudi mi skušamo nekako približati temu, ampak rabimo pomoč in z veseljem prosimo za njo, tako da nam pomagajo razni stilisti in tako naprej. Seveda, zato so tukaj. Tako. Ampak verjamem, da ste se kot band dobro vključili v to modno vzdušje. Ja, absolutno, super je bilo. Tako da sodelovanje z Lidlom bi opisal kot zelo uspešno. Kot zelo uspešno, skupni interesi in isti pogledi na zadeve so pa sigurno botrovali pri vsem skupaj. Kako pa bi rekel, da glasba in moda skupaj ustvarjata zgodbo? Prej sva že klepetala o tem, da si ne predstavljamo modnih pist brez glasbe. Ja, zdi se mi, da če gre komad skupaj z dobro modo oziroma z imidžem, ki paše temu, je to, ne? In zadeva funkcionira. Če pa eno ali drugo ne dela, pa pač najbrž ne. Ja, tako. Ja. Moramo pa še izpostaviti en poseben dogodek, ki se nam že hitro približuje. Namreč 23. oktobra bo Lidlov pop-up dogodek. Tako. Tam boste tudi vi. Tam bomo tudi mi in tam bojo tudi Lidlovi kosi, ne, za vse, ki jih to zanima. Tako da jaz se tega veselim in vabimo se skupaj, ne pridejo. Družite se na naslovu Breg 12 v Ljubljani. Kaj pa še čaka obiskovalce? Torej kolekcija, dobra glasba, kakšen kozarček, najbrž. Ja, mi bomo tam kar igrali, tam se bo v bistvu zgodil kar oren koncert, tako da bo po moje lep event. Glede na vse, kar se je do zdaj zgodil, mislim, da bo tudi to uspešno. Verjetno se bomo družili zvečer? Ne. Tokrat mislim, da bo to popoldanskega tipa, tako da je super, ker lahko po službi skočijo ljudje na zabavo in so do večera že doma in se zjutraj zbudijo spočiti. Tako. Več informacij pa lahko gledalci, poslušalci verjetno prejmejo kar na Lidlovem landing pageu te kampanje, kjer si lahko preberejo tudi več o tej celotni kampanji, sporočilu, si še enkrat ogledajo vaš videospot. Tako. Glavno sporočilo kampanje, torej moda ni stvar blagovne znamke, temveč stvar izražanja, kdo si. Glavna misel kampanje, kot si že prej povedal, v svoji koži, v svoji barvi, tukaj sem in to sem jaz. Zelo lepo. Me pa zanima še, da ne bova samo govorila o tebi, sicer si frontman skupine, ampak verjetno si tudi ti eden tistih, ki želiš, da nisi v spredu samo ti. Ne, sploh ne. Jaz sem v službi Batiste Cadillac in vse, kar se okoli mene dogaja, rad povezujem s tem, ne? Ker je to moja javna podoba. Ne Urban Lutman, oziroma samega sebe ne maram tako zelo izpostavljati kot band, ker tudi zaradi benda dajmo reči, da imam jaz nek rič. Tako da ja, Batiste Cadillac je glavna stvar. Ampak seveda kot frontman bodo vsi verjetno... Se s tem moraš spopadati. Tako, bodo vsi bolj poznali Urbana. Kateri so pa še drugi člani vaše skupine? Vsi lahko vse naštejem. Ja. Se pravi, Matija Koritnik, so ustanovni član, z njim sva tudi začela to zgodbo. On je kitarist, potem je drug kitarist Primož Hodoklin, bobnar Matjaž Skaza, basist Sebastian Podlesnik in pa klaviaturist Jakob Zlatinšek. Potem je pa še zunanja članica Sandra Feketija in pa še druga Sara Lamprečnik. Tako da to je cela zasedba. Ženske družbe vseeno. Ja, pa še. In kakšni so plani vnaprej za Batisto Cadillac? Zaenkrat delamo na plati, ki se bo, kot rečeno, zgodila med poletjem in jesenjo 2026.
Zraven pa špili, ki so pa stalnica poleg tega. Tako da to je to. Ustvarjamo. Ustvarjate. Kdaj pa vas lahko naslednjič slišimo? Naslednjič bi vse skupaj povabil 14. novembra v City Teater, kjer bo po mojem kar zanimivo, ker bomo imeli še enega ali dva gosta. Dober žur. Stoječ koncert, kar nam je super. Ne maramo stolov, tako da po mojem bo v Cityju je vedno dober. Kaj pa vas najbolj povezuje kot skupino, vaš člane? Izvzamemo glasbo, ker je to zelo očitna stvar, ki vas povezuje, ampak kaj bi rekel pa sicer? O čem se pogovarjate, kadar se ne pogovarjate o glasbi? To je za glasbenike zelo težko vprašanje, ker dejansko nas tako zelo povezuje glasba, da vse, kar zraven pride, kaj pa vem, res nas zelo druži glasba. Ne vem, pogovarjamo se o vsakdanjih stvarih, seveda, ampak muzika je glavna stvar. Tako da. Kakšne imaš pa še ti drugačne hobije? Ali se Hobije? vedno pomerjaš v glasbi? Ne. Ne vem, lahko omenim, da igram košarko v prostem času, ne, ampak nimam nekih hobijev poleg tega. Ker ko imaš družino, ne, zdaj imam 2 otroka, potem je še za dodatne hobije, ko si že tako ali tako v času, ko se ponovadi neki drugi hobiji dogajajo na placu ali pa na špilih. Tako da, ja, kadar manj kaj časa športam, ampak sicer je pa glasba glavna stvar, no. Zmanjka za kaj drugega trenutno časa. Kaj pa tvoja 2 otroka že kaže kaj zanimanja za glasbo? Ja, absolutno. Zdaj trenutno s starejšim, ki je zdaj star 2 leti in pol, vsak dan poslušam Milli Vanilli, kar je kar utrujajoče, ampak njima pač všeč, mislim, imajo svoje stvari, ki jim dogajajo in temu moraš slediti, ne. Tako da pol ponavadi do Kopra, ko gremo do taščega, kaj podobnega, poslušam Milli Vanilli, 1 uro in pridem tja čisto utrujen. Ampak, ja, se mi zdi, da znata tudi past v muziko, no. Lepo. Verjetno je to tudi nekakšen dar, ki ima ga želiš dati. Ne? Ja, seveda. Ampak vseeno hočem, da počnete v življenju to, kar si želite, ne bi nekega presinga izvajal, da bi mogla tudi ona to početi. Kar boste želela. Tja jih bomo usmerili. Seveda. Urban, najlepša hvala za tale klepet. Hvala tebi. In pa na še veliko uspešnih skladb in lepih kampanj. Hvala.